Slovenija je zelo gozdnata država, zato je les surovina državnega in evropskega pomena. Na naše gozdove smo lahko zelo ponosni. Naš življenjski prostor v veliki meri obdaja narava, na podeželju nekoliko bolj kot v mestu. A ne glede na to, od kod prihajamo, življenje dreves je povezano z nami bolj, kot si mislimo. Pa pojdimo na pot življenja drevesa. Od prve kali do sečnje, uporabe in recikliranja. Prvič. Pomlajevanje in obnova gozda. Tako v gozdu kot v mestu drevesa znižujejo visoke poletne temperature in čistijo zrak, med drugim z absorpcijo CO2 v procesu fotosinteze. Mlada drevesa shranijo več ogljikovega dioksida kot stara, zato je pomembno, da gozd obnavljamo in pomlajujemo drevesa. S tem skrbimo za njegovo zdravje. V Sloveniji imamo srečo, da zaradi ohranjenih gozdov, v katerih samo obnovitveni mehanizmi še delujejo, večino obnove gozda poteka po naravni poti. Od 5 do 10% gozdov moramo obnoviti s sadnjo. To je naloga, ki jo opravlja Zavod za gozdove. V gozdove sadijo sadike tistih drevesnih vrst, ki so za določeno rastišče primerne, ki so bile vzgojene v Sloveniji iz semena v semenskih sestojih in so s tem pravilnega porekla. Na ta način zagotavljajo ustrezno bodočo sestavo gozda, tako v pogledu drevesnih vrst, kot v pogledu genetske pestrosti tega mladega materiala. Drugič. Sečnja gozda. Zdravi gozdovi so super pomembni za živali, ljudi in naše okolje. Živalim nudijo življenjski prostor, nam pomenijo pomemben gradbeni material in vir energije, ob tem pa proizvajajo kisik, ki je nujen za življenje na Zemlji. Skrb za gozdove pomeni tudi to, da moramo včasih kakšno drevo posekati. Sečnja gozda ima poleg trajnostne tudi pomembno gospodarsko vlogo, saj les lastniki lahko prodajo za gradnjo, izdelavo pohištva ali kurjavo. Pri sečnji uporabljamo motorne žage za podiranje posameznih dreves, kar je zelo nevarno delo. Nato se les iz gozda spravi z vlačenjem s prilagojenimi kmetijskimi traktorji in posebnimi gozdarskimi traktorji. Vedno bolj se pri sečnji uporablja stroje za podiranje in kleščenje. Stroji so nepogrešljivi pri sanaciji gozda po naravnih nesrečah, kot so vetrolomi ali napadi škodljivcev, ki so zaradi podnebnih sprememb vedno pogostejši. Takšna uporaba strojev pomaga pri ohranjanju zdravega gozda, kar je ključno za naravo in vse nas. Tretjič. Uporaba lesa. Ko drevo posekamo, les uporabimo v gradbeništvu, pohištveni in papirni industriji, za kurjavo in tako dalje. Skoraj karkoli si zamisliš, lahko narediš iz lesa. Na primer smuči, plovila in celo oblačila ter kolesa. Ker je les tako raznolik material, lesna industrija omogoča ogromno zanimivih delovnih mest. Med njimi so lastnik podjetja, inženir, gozdar, projektant, oblikovalec, raziskovalec, srednješolski učitelj, mizar, tesar, polagalec talnih oblog, monter pohištva in še mnogo drugega. Četrtič. Ponovna uporaba lesa. V Evropi se danes uveljavlja politika tako imenovane kaskadne ali stopenjske rabe lesa. V praksi to pomeni, da po rušitvi objekta, na primer lesen tram ostrešja, ni porabljen za kurjenje, ampak se ga najprej na primer uporabi za izdelavo lesenih oken, nato za lesene kompozite in šele nato za kurjavo. S takšnim pristopom podaljšamo življenjsko dobo vgrajenega lesa s 50 let na 100 let in več. S
Star odslužen les je tudi zelo cenjen za izdelavo rustikalnega pohištva, lesenih stenskih in talnih oblog. Na koncu ga lahko tudi kompostiramo in z njimi nahranimo gozdna tla. Tako pomaga star les rasti novim mladim drevesom in hrani mikroorganizme, ki so zelo pomembni za življenje dreves v gozdu. Spoznal si življenjski cikel lesa. Naš konec je obenem ponoven začetek. Ali ni narava čudovita? Obišči spletni naslov za več informacij.